že? Ja, tista noč, ko imajo sence daljše jezike, kakor ljudje. A to misliš kresna noč? Ja, le poglej. Poglej dol. Vse je že pripravljeno. Vidim, ljudje so tukaj. Ja, in pesmi so tudi že tukaj. Ja, in poglej, lučke so tukaj. Pa res. In veš kaj? Kaj? Midva sva tudi že tukaj. To je pa vedno dober znak, ne? To pomeni, da je zares vse pripravljeno. Pripravljeno. Ja, razen kresa. Kaj? To je pa sila nerodna reč. Za kresno noč. Ja. Dober večer. Seveda lahko Pozdravljeni tudi še zadnji obiskovalci, upam, da boste našli kakšno mesto, da se stisnete na ta prav poseben večer. Pozdravljeni Mokronog in dober večer vsem, ki ste prišli na najkrajšo noč in na najdaljšo svetlobo v letu. Na večer, ko dan kar noče stran, ko se trava sveti od skrivnosti in ko človek še malce bolj verjame, da se lahko zgodi kaj čisto čudežnega. Oprostite? Ne tako glasno. Kdo je to rekel? Midva. Glej, gospoda iz okna. Pardon, Mokronož? Škrata. Aha, ja, pozdravljena in dober večer. In to okenska škrata. Ja, in to ni čisto navadna škrata. Midva imava razgled. Aha, razgled, na kaj pa? Na vse tole, to pomeni, da so zelo razgledana. V to ne dvomim, sploh glede na vajnik srčkani postavi in pametne oči. Pozdravljena torej škrata. Ampak, kaj vidite, mi povejta? Vidiva, da je tukaj nekaj hudo. Ampak res hudo narobe. Ja. Kres spi. Kres spi? Spi? Čakajte malo. Videla sem že spečega mačka, recimo. Ali pa kakšno spečo žabo. Ali pa mogoče kakšnega spečega direktorja. Morda spečega poslanca. Ampak spečega kresa pa še ne. Pa je ugasnil. Ne, ni ugasnil. Ni šel na dopust. Samo zaspal je. Zaspal. Čakaj, potem pa ga morate poskusiti zbuditi. Ja, saj sem zakašljal tako. Jaz pa sem začel govoriti take čarobne uroke. Ja, tako mu je rekel, Kres, stani, zamudil boš prireditev. Zelo dobro. In? Nič. Samo malo se mu je sanjalo. Ampak kaj pa pravzaprav sanja Kres? Tega pa nikomur ne pove. No, meni včasih pove, ampak sem bolj pozabljive sorte, pa vse pozabim. Aha, ja potem pa ga bomo morali zbuditi malce drugače. Ja, samo previdno. A ja? Ne na silo. Kajti, če Kres budimo na silo, potem je ves sitan in teče in ponavadi kadi v napačno smer. Tako je. Dobro, to se pa ne sme zgoditi. Lahko pa ga morda pokličemo, kaj ne? Naprimer s pesmijo. Ker pesem, veste, zna priti tja, kamor roka ne more. Zna potrkati na vrata, ki jih sploh ne vidimo. Če Kres spi, ga ne bomo zbudili z nekim ukazom ali strogostjo. Poklicali ga bomo nežno. Go, Mili.
ne, samo mene se je ta pesem tako dotaknila. Jaz pa mislim, da je tudi Kres ganilo. A ja, torej se je zbudil? Ja, ne vem. To je pri spečem Kresu dober znak, če se malce premakne. Ja, pravzaprav se je obrnil na drugo stran. To sem dobro videl. Odlično. Res je nekaj s temi kresovi, veste? Pravijo, da na tresno noč govorijo rastline, da voda pokaže prihodnost, da praprot za hip zacveti, čeprav je nihče ne vidi. Pravijo tudi, da otroci slišijo stvari, ki jih odrasli preslišimo. Veste, mi odrasli pogosto gledamo, ali nekaj gori. Otroci pa slišijo, če nekaj še živi. Zato predlagam, da zdaj poslušamo njih. je pa dobra, saj vsak res je nekoč majhna iskra. Ja, in veš kaj še? Vsaka luč je bila na začetku samo želja. Ta je pa pametna. To si moram pa nekam zapisati. Kdo je rekel pametna? Ne pozabite še lepa in talentirana in nasploh krasna in čudovita, ne? Se strinjam, popolnoma. Imam pa tudi polno nekih listkov, veste, to voditelji skozi nosimo s sabo. Samo povejte mi, če je treba kaj zapisati, kam si moramo zapisati? Ja, Ana, zapišemo si, škrati seveda, škrati si pomembne stvari, vedno zapišemo samo v mah. V mah? Kako pa, mislim, ne vem zdaj čisto dobro, kako naj si to razložim, ampak vi škrati veste pomembne stvari, mi počasih vemo in slišimo tudi tiste lepe. In če vidva vesta pomembne stvari, mi mogoče lahko povesta, kako se vstopi v sanje kresne noči. Previdno, samo previdno. Previdno in nikoli in nikdar z blatnimi stopali. In najbolj pomembno je, da najprej pogledamo senco. Tako je. Veste kaj s sencami? Na kresno noč ima vsaka stvar svojo senco. In včasih ve senca več kot telo. Nekaj visi med nebom in zemljo. Nekaj še ne pade in še ne poleti. Tam se začne sen kresne noči.
Ampak veste, kadar se takole znajdemo v sanjah, moramo strašno paziti, kaj si zaželimo. Ja, Ana, to imaš pa prav. Veš kaj, jaz sem si včasih zaželel 3 lonce žgancev. Wow, in? Dobil sem 3 lonce brez žgancev. Ja, Kresna noč sliši naše želje, ampak ne vedno tako, kot jih izrečemo. Ja, potem se moramo pa potruditi, da bomo strašno natančni. Ja, ni samo natančnost, biti moramo iskreni. Tako je. Letos se namreč še posebej spominjamo Srečka Kosovela, pesnika, ki je znal videti lepoto še preden se je razcvetela in razpoko še preden se je svet zlomil. Pri njem svet ni nekaj samoumevnega. Svet je krhak, kot luč v dlani, kot glas v temi, kot otrok, ki vpraša nekaj tako preprostega, da odrasli umolkne. manj pameten kot misli. Ko smo že ravno pri čudnosti, veste kaj? Jaz pa mislim, da je to morda celo dobro. Kaj? Da je človek manj pameten? Ne, da se tega zaveda. Ampak gre sliši otroke. Ja? Zakaj pa ravno otroke? Zato, ker oni še ne mislijo, da je svet, v katerem živijo, čisto njihov in da samo njim pripada. Ja, odrasli pa kar hitro začnejo govoriti moje, naše, to se tako dela, to se tako ne dela, to je že od nekdaj in tako naprej in naprej. Ja, in potem se čudijo, če tema pride malo bliže. Morda pa zato nocoj ne potrebujemo in ne prebujamo samo kresa. Mogoče pa prebujamo tudi sami sebe. In ker sem vedno fenica teh prebujen, bom mogoče zdaj poprosila naš cenjeni bend, ki nam že ves večer daje čudovito zvočno kuliso, da kres poskusimo prebuditi, sprediti z še eno iz mojega srca.
Zato nocoj ne iščemo ene velike luči. Iščemo mnogo majhnih, v dlaneh, v očeh, v pesmih, v ljudeh. Bože držalo, da se tresa ne prižge za kazom. Tres se prižge, ko se dovolj ljudi spomni svetiti. Vidiš? Ja? Kaj vidim? Se že sveti, ja? Ja. Vidim tudi jaz. Lučke. In kaj še opazita, draga prijatelja? Jaz opazim, da imam premalo velike oči. Za hece pa sta tele dva, ne? Pa dajmo morda Tresu še eno pesem, da ga zbudimo. Ne zato, da bi ga prepričali, ampak zato, da bi mu pokazali, da smo tukaj. Da
zraven, vunk. Ha? Vsaka luč je namreč bila nekoč samo iskra in vsaka iskra nekoč samo želja. In vsaka želja zna najti moč in svojo pot iz teme.
A vidiš, vsaka lučka zase je majhna. Ja, in skupaj naredijo široko, svetlo pot. O, to je pa lepo. Ja, sej. Si ti to izmislil? Ne, Kresna noč mi je prišepnila. Res, meni noč ponavadi prišepne samo to, da je čas za večerjo. Joj, fanta, brez skrbi tudi to pride. Ampak le pogumno naprej, kajti skoraj smo tam. Ampak Kresna noč ni izpit iz poguma, je vaja iz skupnosti. In dajmo mu še eno pesem, potem pa bomo videli, ali nas res sliši. Ko sem hodil skozi mesto na en siv in mrzel dan, tisoč ljud, tisoč sreča, a je vsak od njih bil sam. Bo ljubezen razsvetlila temo, ki jo širi strah. Bo tudi tepco, da razkriva, da ni vzroka za preplah. Vsak od njih je svojih misli bil nekje zelo drugje. Ni se oziral, ni opazil, da krog njega so ljudje. Bo ljubezen razsvetlila temo, ki jo širi strah. Tudi tepco, da razkriva, da ni vzroka za preplah. Se sposobni končno slišati v sebi svoj resnični glas. Se sposobni za življenje vzeti ves potreben čas. Bo ljubezen razsvetlila temo, ki jo širi strah. Bo tudi tepco, da razkriva, da ni vzroka za preplah. Bo tudi tepco, da razkriva, da ni vzroka za preplah. Zdaj pa slišim, Kaj spet slišiš? da Kres diha. Ja, dobro, dobro, samo da ne kašlja tako kot jaz. Veš, dim je zoprna reč. Veste kaj? Če Kres diha,
potem to pomeni, da je živ in da se lahko zbudi. Je tako? Lahko. Samo povejte mi, kaj še za to potrebuje. Samo nobenih urokov več, prosim. Ja, pa tudi žgancem ne prosim. Pravzaprav potrebuje glas. Čigav glas? Otroški. Pa ne samo otroški. Glas vseh nas. Vseh. Tako. Na začetku smo mislili, da moramo zbuditi kres. Potem smo ugotovili, da kres spi v sanjah. Potem smo slišali otroke. In mogoče je res tako. Luč ne pride zato, ker jo zahtevamo. Pride, ko razumemo, komu jo dolgujemo. Zadnjo pesem naj zapojejo tisti, ki bodo svet dobili od nas. Potem pa se jim lahko pridružimo čisto vsi. Med nami
Današnja prireditev je del praznovanja 34. krstne noči v Mokronogu. Vabljeni, da s praznovanjem nadaljujete naprej na prizorišču pri Čakčevem domu. Hvala lepa in naj se